Zvajanje je tako, ne? Če si gledal, si gledal. Torek je 7.7.2015, ura je 22.04 zvečer. Tole so Glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro. Lepo pozdravljeni v 60. ediciji vašega najljubšega podcasta, ki govori o Igri prestolov in mogoče še o čem drugem. Kot ponavadi vas na začetku povabim, da nam date oceno v iTunesih, če je še niste dali, da potem seveda, da greste na aparatus.si na Twitterju, aparatus.si na Facebooku, greste tudi na aparatus.si pošiljnica podpri in darujete 4, 8 ali 12 evrov. Anže nabira za termoindukcijsko peč, ker ga trenutno zebe v noge, prav da v tem aparatus World Headquartersu, kjer je zdaj čist prehladno, ker je tok cool plac napravljen, je res brez veze, da vsakič, ki gre pol ven iz tega placa, dobi angino, ker je taka temperaturna razlika in bi rad malo se grevo, tako da dajte prosim to darovati. Lahko pa date tudi une skale, ne kamne, kakšne koli so že te plošče, ki so teh pečeh kondenzatorskih včas blene, tako da tudi to nabiram. Ja, aparatus World Headquarters je na zahodno stran in nima rolet. West Side. Ja, tako da jaz sem zdaj le v savni. Ja, dajmo še to povedati zdaj z Igro prestolov, mislim, da smo zaključili za 2-3 mesece. Res je? Kaj tasga. Tisti, ki se niste še nasitili, lahko naslednji teden v Jokerju Tanomu, ko bo šel, se pravi 15. Trostranski pregled 5. sezone, pač ker jo še benga pregleda niste dobili, ne? Ampak sem ga spisal, ampak je pa par mogoče nekih poudarkov, pa zdaj banci, ki jih druge ni bilo, tako da sem se malo potrudil, pa nisem sam prepisal tistega, kar smo se že tam pogovarjali, pa kar smo se na delu pogovarjali, ampak bo celo nekaj, kot temu rečejo v svetu show biznisa, original content. Okay. Izvirne vsebine. Izvirne vsebine, to bi ti bolj mogel reči, ja. To se pravi, danes že spet Game of Thrones, ne? Danes Game of Thrones, danes se pogovarjamo o Španiji, kjer bodo letos snemali rahlo več. Sicer pa, ko smo ravno pri Španiji, ne moremo mimo najbolj vročih ulic Amerike. Danes sledi pregled druge sezone Skrivne naveze, ki so se pravi, kdaj sploh gledaš, to sem pozabil pogledati, v katerem delu aparatusa smo se pogovarjali o prvi sezoni. A ja, kdaj je bila? No, ti govori, smo pa vmes pogooglali. Tako da pa se bo v spatu zapiskih link na to, če še niste poslušali. In zato sva z Anžetom povabila enega od največjih slovenskih strokovnjakov za politično satiro, za politično televizijo in pa za tautologije. Človeka, ki ga poslušamo v podcastu, kjer srkajo fiktiven čaj, sicer pa dokaj kaotičen človek. Aljaž Pengov, Bitenc Pengovski z radia Kaos, z Metine liste, sprav z podcasta Metin čaj in pa še posod drugot Frequent Flying Miles in vse drugo. Všteto, Pengovski, živja. Zdaj lahko sam rečem, da je bila prejšnja, ki smo se pogovarjali o prvi sezoni, oziroma v bistvu bolj tako o Wire-ju, zdaj že 20 epizod nazaj. Ja, pred 49, no, v bistvu, tako da, evo, to je 10 mesecev že pravzaprav, skoraj. Ja, ja, kaj, 19.2.2015, tako je bilo. Ček, 19, a ja, ne, zdaj smo pa še... Ja, 5 mesecev. 5 mesecev, na 10 epizod nazaj, ne 20, je 49. Jaz se ful opravičujem, ampak je 10 epizod, to sem hotel reči. Ne znam računati, ker sem v savni. Okay. A ne zato, ker si seveda vaja. Ja, no, ok, tudi to je res. Ej, APU forever. Tako da, Aljaža smo povabili, ker je tudi eno od tistih ljudi, ki z Anžetom zmeri debatira na Twitterih, kaj je treba kakšne citate iz The Wire-ja. Dajmo reči The Wire, bom govoril, sicer ja, pa nas je Skrivna naveza, ampak... Ja, gremo reči The Wire, ja. Tale je en od tistih naslavov, ki gre pod neposrečeno. Hočete reči, da stvar ima dejansko slovenski prevod? Ja, Skrivna naveza, dejansko.
Jaz to ne razumem. Ja, imaš na HBO Go, dejansko lahko dobiš vse sezone, jaz se zdaj zaradi tega tako lepo počasi gledam, ampak je pa res, da so pa tam pa, kaj ne rečemo, podnapisi, kar malo bedni. Ja, Jaz imam s televizijo tak poseben odnos, da večje, ko je boljše, kot je manj ugledam. Zdaj imam ful pameten IKEA TV, na katerem se nabira prah in vrtijo, a je to. Ja, to sem pa videl, ti imaš IKEA vgrajen TV, ne? Ja, ne, super je, mislim, tako kavo mi skuha, na roko mi ga vrže, vse kričaš, ampak je pogasnen. Čak, a nima zdaj, IKEA bo zdaj začela te zafidati telefone tudi, ne, že kar ugrajo v neke elemente. Sem jih videl, jaz sem jih videl, prejšnji teden sem bil v IKEA, grdi so kot prometne nesreče. Ja, jaz sem pa videl powerbanke, ne, to, kar imamo mi dva s pižamo, ne, veš, ker sem nabavil te eksterna baterija, ki jo lahko sabo vzameš, ne, imaš zdaj prav od IKEA model. Ful so se nekaj v elektronko vrgali, no. Ja, sej, to je očitno next step, ne. To je to, ker vejo, da čez 5 let tam gor na Švedskem zmanjkal gozdov in bo treba se iti v to nišo, kjer les ni nujno potrebna surovina potem za končni izdelek. Sončne celice bodo imeli na Švedskem. Če naš drugega to. Ja. Naprej gremo na druga sezona. Gavski, daj ti povej, kako si sploh najdel The Wire. No? You go, girl. You go, girl. Ja. To so oba dva čakala, da bo rekla. To sta čakala, da sta pa rekla. Odkrit povedan za edukacijo sodobne pop kulture na tem področju pri nas skrbi moja draga, dr. Filomena Alenka. In sem iz tega naslova jaz tako vse približno recimo vedel, kaj se dogaja v prvi sezoni True Detective, čeprav enega dela nisem gledal od A do Ž. Mi če ne drugega me zreferirala, veš, zjutraj med vrati, vsak z enim otrokom, ti veš, kaj se je zgodilo True Detective. No? In pol pa, ne vem, ta Wire, mislim, da se je že nekaj časa se je valil po disku, malo se je prah gor nabiral, nekaj smo pač se naveličali House of Cards in smo rekli, pa jaz nisem bil za True Detective navdušen z Breaking Bad isto, čeprav in tam sem celo nekaj pol, ki je bilo bolj zapleten gledal, pa puna rekla, da bi en Wire, pa jaz, kaj že to, ne, a veš. Nekaj se o tem smo zgovorili, mislim, da se ti že eni članke pisal, kao, da je to pa izvorna serija, ki je vrnila ta pripravljanje. A že je bil edini, ki je take članke pisal. Ja. Tako, to je mogoče res. Anyway, ne, in začnemo gledati, veš, pa te pa prijeli in zdaj je pač ona v tujini, nazaj v službi, in zdaj Kumi čaka vedno, da pride nazaj, da bo v Wire gledala, ker to pa skupaj dela, veš, to je quality time, it brings families together. Se pravi, tudi če nista prišla do konca, ali kaj? Ne, tako da ti lahko povem, kaj se zgodi v 4. sezoni, ne? Ne, hvala. Ampak, a veš, z Wire je tako, ne, če si gledal, si gledal. In če si spajal kolegu, si spajal kolegu. Ja, tako. Veš, kaj pravijo, snitches get stitches. Ne, meni bo najbolj kul, ker je pižama, čim smo se zmenili, da bomo tole dan snemali pižama, a lahko tvitnem, naslednje glave so glave. Ne, naslednje glave so naslednje glave. Ok, zdaj pa naprej to weird rata bomo dali ta YouTube supercut, ne, med zapiske. Ne. Vseh tautologij. Ja, a to je prav tautologija, se temu reče, jaz to ne vem. Tautologija, kot dvakrat isto poveš. Ja. Ok, to recimo jaz nisem vedel. No. Prvi letnik profesor na nas Lipoše gimnazije Poljane bi bilo ponosno. Jaz sem tudi na Poljane hodil, tega ne vem. Tako da, zdaj povem. Tako da, ja, danes druga sezona. Ne? Druga sezona, pri kateri pride premik iz teh notranjega mesta, ne, iz teh deprivilegiranih sosesk velikanskih stolpnic, teh housing projectsov, ne, kot jim tako zelo cinično oni pravijo, v Ameriki na samo obrobje mesta, ne, na vodno mejo, kamor se je na koncu prejšnje sezone preselil naš McNulty, ne, ko je odplul v sončni zahod. In namesto tega, zapravo, kaj bi rekel, te drogeraške vojne, ne, in poslov, ki še vedno ostajajo vsaj zadaj nekje in ne zgubimo stikov z vsemi, ki so lani vozili to igro, se pa preselimo v svet sindikatov, se pravi, smo kar aktualni smo, no, kar aktualni smo tukaj svet sindikatov in pa pravzaprav propad pa tega kaj to, nižjega
belega razreda. Ampak včasih je bil to middle class, ne? Realno gledano. Včasih. A misliš, da ne? Ne vem, ne. Bili so zelo, a veš, ne vem, da rečem, močni. Ne? V Angliji bi temu rekel upper lower class. Ja, najbrž. Ampak ne, vsekakor je bil to delavski razred. Delavski razred, ki ima pač relativno veliko pod palcem, glede na to, da je pač delal to, kar delajo željevisti v Luki Koper, ne? Da je bil sindikalno močno organiziran. Ampak še vedno je bilo to, pač to ni, mislim, da tega nikoli ne moreš klasificirati kot srednji razred. Pa pač, ko je bilo veliko za vse, ne? In to mislim, da je tudi ena od premis druge sezone, ne? Da je pač ta stvar tako zdaj že zavožena na neki točki. Frank Sobotka, šef, v bistvu lokalni sindikalni šef, ne? Pač pojamre, kako so imeli včasih dela toliko, da ne vem koliko stotin ladij na dan so prekladali, zdaj pa so srečni, če imajo kaj 10. Pa on ima ta line, ne? Mislim, da v tej sezoni, ki reče, da včasih smo delali stvari v tej državi, ne? Zdaj pa sam še vsak naslednjemu človeku da roko v žep. Ne? Ja, zelo en tak, drugi so, ne, včasih je bilo bolj, zdaj so pa vse zafukali, pa drugi so krivi. Ne vem, a so v tem podcastu preklinjali? Ne, Vse lahko. Vse. Ne, drugač pa, ali lahko sam nekaj tako naprej gremo, zdaj, ker smo že Sobotko omenili, no, ampak klej treba povedati, da je pač, to reči, ful drugačen kontrast, ko v prvi sezoni, ne. Dejansko so pač šli na belce, ne. So se malo bolj preusmerili, pa so bile cele teorije zarotne, da so to naredili zaradi rejtingov, da kao črncev ni hotel ben gledati. Ne. Pa je potem Simon to zagovarjal, da ne, da je cela poanta Wire je bila, da pokaže čim več plasti razkroja modernih ameriških mest in ameriškega sena, ne, in kje spadajo tudi pač ameriškega sna. Se upravičujem. Ja. In kje spadajo tudi pač. Že razen če zdaj Američani imajo ful neki tono sušenje trave pa druge košnje. Sem vedel, da naš mogo in vedel sem. V glavnem. No, sem tako. Za nalašč si se zmotil, ne? Zdaj boš to rekel. Ja, to bom zdaj to rekel. Ja. Ej, za nalašč. Ne, ampak sem tako, no, hočem reči, da je pač res očitno, je ta odmik od Barksdaleov in vsega, ne, je dosto očiten in jih res gledajo, kot bi Američani rekli, na back burner, ne. In se v bistvu ta Barksdale saga sicer malo odvija, ampak nikakor ni v ospredju. Meni, veš kaj mi je zanimivo, ne bomo omenjali drugih sezon, ne, ampak veš, zelo se mi zdi, no, nekaj sem že tam dobil v drugi sezoni občutek, da dejansko veš, hoče predstaviti ne mogoče samo vse te plasti, ne, strate družbe, ampak tudi so to, bom rekel, etnično raznolikost Baltimora, ki je, čeprav razumem, dosti specifično mesto za tisti konc Združenih držav Amerike. Pač veš ta poljski community noter, ne, in tudi pa pol navezava bom rekel, etnična oziroma koreninska, ne, skozi pol policijsko organizacijo itd., ne, ker tudi pač en ta subplot je noter, Poljaka, kaj že, Valček, ne, šef precincta. Mislim, tle ne bi rekel, da je to pravzaprav, da je to neka podzgodba, ampak da je to pravzaprav tak glavni konflikt, iz katerega vse izhaja, ne, če omenimo. Se pravi, točno to, pač vse pizdarje, ki se zgodijo v tem delu skoraj, da kar se tiče teh sindikatov, zaradi zakaj imajo policijo za vratom, se zgodijo zaradi tega, zato ker je Sobotka, ne, prijavil boljši vitraj za lokalno poljsko cerkev, ne, in mu je potem Valček faušne in se sklene, da mu bo pa pač na en tak lep slovanski način vrnil. Ja, v bistvu gre za zlorabo represivnega aparata, ne, kar smo tudi v prvi sezoni tega kar dosti videli. Ne. Tako, zdaj tak mal politolog iz mene govori. Ampak, ja, ne, to me je dobro, veš, ta slovanska fora, ne samo, da mu bom policijo za vrat spravil, še stilom mu bom to naredil. Jaz ne vem, meni ta druga sezona, ne, mi je tako ena ljubših, ne, ampak je ful pa si nočem priznati, da zaradi tega, ker te Poljake gledaš, ne, ampak je... Prznaj, si največji Vojtila fan v Savskem, ne. We don't judge. Ja, ne, ampak mislim, to je huda. Mislim, meni je všeč, ker so te, veš, kakor kaže The Wire non-stop ti neke, veš, res ta sistemski razkroj vsega, ne.
so pa te, a veš, katalizatorji vmes so pa zmeraj ful banalni. Tako, ali tam med bojne klej pa res, samo zaradi tega okna v bistvu se zadeve zmeraj. Sploh tele preiskave poženejo, ne zdaj za res, ne, ampak tako vsaj nek katalizator, so zmeraj neke stvari, ki so res tako banalne in toliko iz enih drugih vzgibov narejene, da je noro. No? In klej sta s tem oknom je čist huda fora. Je to zelo tako koenovski zaplet, ne bi človek rekel, tako ker pač neka stvar potem po spletu naključi in nekompetence nekaterih ne privede do neslutenih razsežnosti in razčefuka in vse splošnega javkanja in držanja za glavo, če jo seveda še imaš. Ja, to je dosti res. Ja, ampak v bistvu dejansko opisuje ta polovico slovanske ali pa da ne rečem slovenske družbene scene. Ker je se mi zdi, da bi se mogoče zdaj malo pretiraval, ne, ampak ta self-destruct je ugrajen v to slovansko dušo in valjda boš nekaj naredil, čeprav ti gre vse super, veš, da bi se lahko zmenila. Lahko bi se zmenila, pa ne bi bilo druge sezone. Ne? Ampak ta self-destruct sequence je ugrajen, ne, v to pač žalostno slovansko dušo, ne, in valjda nekaj narediš, da gre pol, ker mora iti vse k vragu, ker drugače nisi srečen. Tako Jugoslavija pa Nizozemska 74. Valjda so morali izgubiti. Ker ko so vodili, so morali izgubiti. Ok, zdaj sem malo odlutal. Ja. Ne, samo meni je huda pa. Se da zdaj reče Slovenija, Jugoslavija 2001, ne? Ne, tiste je bilo samo inkompetenca, to je posebna slovenska. Ne, ampak lepa, jaz bi pa sam tako, zdaj če že gremo, glede na to, da je zaplet, moramo zmeram v The Wire je ponovno, da vsaka sezona postreže z nekim novim gimikom, kaj morajo detektivi odkriti. Tako kaj, veš, prva sezona je imela uno kodo, ko so preskakovali številke na številčnici na telefonih, ne? Ja. Pa so se na pagerje klicali. Zdaj ta sezona v bistvu je pa tako narejena, da oni gledajo te ogromne, kaj že, Mersk, ali kaj so že, veš, na teh kontejnerjih zmeraj piše, Mersk, zmeraj piše, to se pa nas vidi. Ja. Oni v bistvu ugotovijo, da pač te Poljaki, bomo tako rekli, na vsake tok cajta izgubijo, to delam zdaj na rekovaje s prsti, kakšen kontejner, ne, in se potem v bistvu priklopijo na ta računalniški sistem. Ne, se zgledal bolj kot vprašaj, ampak ne ti bo. No, pač se priklopijo na ta računalniški sistem, ne, in potem iščejo te kontejnerje, ki zginjajo. Ne. In klej bi se jaz pa sam tako še toliko navezal na ta cela premisa The Wire, ne. Klej v bistvu pol skozi sezono pa zvemo, ne, da po teh kontejnerjih v bistvu droga prihaja v Baltimore. Ne. Ni edini source, ne, ampak načeloma je to eden od glavnih sourcev droge za Baltimore. Torej, ampak tisto, kar pa pač zaplete celo zgodbo, ne, pa ni droga, ne, je pa kako se temu reče? Pokvarljivo blago. Tihotapsko. Mislim, da je to uradni termin je pokvarljivi kontraband. Ne, čak, belo blago, ne, gre. Ja. A se reče trgovina z belim blagom? Mislim, da zdaj že nek drug izraz je. Ravno zanj sem nekje, ne točno kaj sem pisal, so me podučili, da je nekaj drugega. En drug izraz, da se zdaj ne reče več tako, ampak je neki. Zdaj, v glavnem, ja, pač najdejo mrtve prostitutke, ne, oziroma oni predvidevajo, da so to mrtve prostitutke in vzhodnoevropejke na poti v lepšo prihodnost in iščejo ameriško seno. Ja. Se goddamn, sem vedel. Ja. Moja poanta je sam bila to, meni je cool, ker se pač cel food chain pokaže, no? A veš, v The Wireu, da ni v bistvu samo omejen na une, ki na koncu prodajajo, ne? In te, ki jih lovijo, ampak dejansko probejo rekonstruirati cel ta food chain in vse, kar je moglo iti narobe, da se to skoraj zgodi, ne? A veš, in prostitutke in droge ne bi mogli sploh prijeti v državo, če ne bi Poljaki bili zdaj brez denarja, ker jim usiha pristanišče, ker nočijo izkopati večjega jarka za ladje, ne? In potem ta droga lahko prije v mesto, pol jo prevzamejo Barksdale in podobni in jo začnejo prodajati in na
na koncu Wallace umre. Ne, pač tako, to je ta sosledje dogodkov, ki se mora zgoditi. Ampak meni je bilo to resno ful fascinantno. No, sploh ta preskok, ki se je v drugi sezoni zgodil, ker ti ne da širše slike, tako kot je pač Pengovski prerekel, ne samo v tej raznolikosti etnične, ampak ta food chain droge, nekako pokaže mogoče skoraj od geneze. Veš, ker naslednji korak bi bil, da bi v Afganistanu nekaj kazali, ne? Po moje, ali jaz ne vem, kje te dobijo. Ne? Ja, ne vem. Mi vemo, pa oni tam delajo. Oni koliko delajo, ne? Ali heroin? Jaz toliko mal, jaz nič ne vem. Zdaj se toliko bomo lejmi spadali. Tako, ben od nas ni bil junks, tako da ful težko. Zajeban. Pač, nismo trua, veš. Ne, že ti si tam na vsavcu, malo se skozi okno zader. To je pa all in the game, ja. Malo vprašaj, odkje vi dobite? Sploh ne bom komentiral. Ampak misliš, da imaš le kontrolirano poreklo? Veš, da imaš tako, ne, da bi mogoče tudi zdaj, veš, dal ta tako seznam teh dilerjev, ki nimajo sledene robe. Kokain, brez GSO. Ja, veš, pa ti rečejo poreklo Afganistan, resnici poreklo Kolumbija. Ali karkoli, ne. Veš, tako so zdaj mesari, ne. Ja, a miš, da v Afganistanu tudi alergene gor napišejo? Ne, pa veš, podtaknejo ti plastični hašiš, karkoli je bilo že v njih hrenovki. Ampak, če smo že pri aktualnosti, ne, pač ne smemo še enega subplota spustiti, ne, in to je unga z Grkom. Ja. Ki ni Grk. Ne. Ja. Ne. Mislim, ker vsi Grki lažejo, ali kaj že, ne. Sam je meni to že spet eden od unih likov, ki je lahko samo v Dwarju obstaja. On je tako skoraj, on je eno od teh redkih, tako kot Omar, ne, recimo, ki so mal preveč risankasti, ampak nekako pašejo noter. Ne. Ful zajeben. Ja, najbolj zajeben. In tle pravzaprav in on ima, ne, pravzaprav pri njemu je ta tudi polun citat, ne, kjer se dejansko ves ta modus operandi pokaže, ne, vseh teh združb in kako se to dela, ne, kaj ga vprašajo, pač ko takrat kaj strepki, ne, zadenejo ventilator in gre na pot, ne, in ga vpraša, ne, ali poslovno ali za prostočasno, in on reče posel, ne, vedno poslovno. Always business. In to je pravzaprav, ne, vsi furajo svoj biznis, ne, vsi konstantno furajo svoj biznis in ga skušajo pofurati po svojih najboljših močeh, ampak to je tako, kot smo se že zadnjič pogovarjali pri Igri prestolov, ne, pač imaš ene, ki igrajo in obvladajo, in imaš ene, ki igrajo, pa so v resnici samo figure. In potem predvsem te, ki so samo figure na šahovnici, znajo narediti največje štale, ne, tako kot Sinko Sobotka, recimo. Ko se odloči, da on je pa zdaj ta največji motherfucker, tam in da on vse vlada in da njega ne bo nobenje, ne, in potem se konča z krvjo na tepihu, pa še drugimi pridiklinami in totalnim sranjem. Ampak Sinko Sobotka preživi, ne? Ja. On odjaha, mislim, odhodi v pač tisto meglo pristaniško, ne? On ipak, mislim, meni se zdi, več bolj te tragične figure tipa Frank Sobotka, ne, ki on sam hoče, da bi bilo tako, kot je. Ne? Ja, on dejansko ima to neki ve, da dela slabe stvari, ki so, niso ravno visoko na lestvici moralnih dejanj, ampak vse to dela predvsem zaradi tega, za dobrobit te svoje skupnosti. Tako, veš, in to skupnost pač tem, pač, kako že, naredil bom vse, da jo bom obranil, ne? In hkrati pa v hipu, ko pomoli glavo iz tega svojega majhnega bazenčka, ne? Ki si ga pač je nekako ustvaril, mu jo odsekajo. Medtem, ki ta malo, ki pa pač je tak, kot je. Čeprav sem zdaj zamešal, en je bil Stamal Sobotka, Niki je pa nečak. On je pa nečak. Tako, ne, in on je tam malo več biznis žilce. Ne. Vem, Frank, ne, kot ta šefe sindikata, ne, je klev v bistvu tako, kot je Pižanc rekel, on ve, da slabo dela, ampak je tako, pač to je tako se pač počnejo stvari, zato da se kaj doseže, ne, ker so nas vsi... Zavestno fura to utilitaristično filozofijo, ne. Ja, v bistvu, ja. Pač kar je... ampak
Ampak hkrati pa se on poskuša nekako, veš, najprej držati tizga, držati tizga, kar obvladaš, to je logiko. Ne? On tudi mentalno ni drugega kot vodja že revistov ali prekladačev ali karkoli so že tam. Medtem, ko ta mala dva, nečak, pa sin ima pa skozi neke ideje, ne, s tem, da Zigi je pač katastrofa. Vročekrvni junec. Milo rečeno. Pa, ne vem, kva je on. Ne? Ampak Niki, nečak, ima pa celo glavo na pravem mestu in bi mogoče iz sebe lahko celo kaj naredil, tako ali drugače. Ne? Nečak predvsem ne daje raci za pit alkohola. Pa ne kaže tiča v lokalih. Ne kaže ti. Tam je, to mi je to latentno, oziroma mogoče ni neko zelo latentno homoseksualno noto, ne? To sem pogrešal v tej sezoni. Ker recimo, veš, če bi poskušal še napeljati, kako ima Zigi neke vrste čustva do Nikija, ne, ki jih ta seveda ne vrača, ker ima ženo, oziroma punco ali celo otroka, ali ne vem kva, ta bi bila zanimiva. To sem skozi mislil, da se bodo nekaj ukvarjali, ker tudi sicer serija dosti takih tabujev razbija. Ne. To je res, pa prosim ne povedati presenečenja za pižam. Ne bom. Mene je njun odnos, med Zigijem pa Nikijem, mi je predvsem kul, ker sta te dva pač v bistvu mulca, ki zdaj bomo pa mi dva zaslužila, ne? Zdaj pa dosti tega, ne? Viš, da naši fotri umirajo, medtem ko se fotar pač Frank dejansko proba boriti kao, za svoj sindikat. Ne? Ampak mislim, mene je predvsem to dobro prikazano, kako vse zmeraj bolj stiska. A veš, te dva se zapletata v stvari, ki mogoče se ne bi smela, Franka pa non-stop sam prvijajo, pa reče, ok, bom zdaj denar dobil od teh prostitutk, ki jih čez prepeljamo, pa se mu pol drugje zalom, pa pol ne prideš čez, pa je treba lobirati, pa ga politika mal, pa se pa začne zapletati še z neke druge prodajajo. Ampak, mislim, se vem, da to zmeraj pol ponavljamo, ta sistemski, kako se reče, oni zadevi, ki imajo v orodjarnah, ki stiska stvari. Preša, ja, mislim, ta preša se mi zdi, da je kle še ekstra izpostavljena, zdaj, ker prvi sezoni, ki si imel sam drag dealerje pa policaje, imaš ti tako institucionalno ujetost pri policajih, pa totalno katastrofo od življenja med drag dealerji, ki pač to počnejo zato, da imajo za jest. Kle imaš pa te ljudi, ki so tako nek vmes, veš, ko v bistvu imaš šiht, ni tako, da iz prve krade in prodaja ilegalne zadeve, Maš jih, se proba boliti, ampak se mora pa vseh dotakniti. Mora se drag dealerja dotakniti, mora se v neke druge dobavljajo dotakniti in politike in policajev se mora dotakniti. Se mi zdi, da v bistvu tako na en način v bistvu te najbolj najebejo. No? Ja, a veš pa, se mi zdi, da imajo za vsako, kot da imajo za vsak posel, imajo ta this is my last deal. Pristop, sam še to naredim, poj pa fertika, bom pa dosti zaslužil in pol lahko pa ne grem pač. Karkoli se upokojim, neham, whatever. In seveda potem ne rata, ker ne more ratati. Tako da, ja, veš, in se mi zdi, ta del mi je, to se zdaj tako zelo levičarsko sliša, ampak ta socialna komponenta, te zgodbe se mi zdi, da dost bolj rezonira z našim belim katoliško vzgojenim ali pa prežetim občestvom, kot pa recimo prva sezona, ko pa še rečemo, ja, glej, veš, that's America for you, haha. Ja, meni pa recimo, to prvi sezon je zaradi tega, ker sem toliko bil jaz v tem repu tam na prelomu tisočletja, še pa vse ni bilo pravzaprav zanimivo gledati, veš, razširjeno tisto, kar sem mi tako spoznal skozi muziko in pravzaprav kako se tudi ta jezik, potem spet se tam te moje lingvistične skapade, pa vidiš, pa ta slang je tukaj, pa zdaj so tle uporabili to in me dejansko, tudi sem se skoraj bolj poistovetil s tistim kot s tem, zdaj sem... Pa še skranja si, Da se tako reče, kakor da sem jaz res, skranja, jaz sem zbesen, nisem bil ne z lukne, ne z planine, tako da... Ja, ne štekam, razumem. Ok, ja, fair point. Glej. Tako da ampak dajmo se mi zdaj malo dotakniti tega, kar smo rekli, mi da smo že tam, ko smo delali plan, smo rekli, začeli bomo z ekipo policistko, ki je ostala iz prve sezone in se še kanček razširila, in evo zdaj po pol ure končno pridemo do McNultyja in...
Če je pa toliko zapovedati, kompanije. če je pa toliko plasti, klej res toliko zapovedati, realno gledano. Ja, ok, sorry, povej. Ja, to pač, da se zdaj malo njih ne podebatiramo, da dejansko imamo več ali manj isto sestavo, ne, kot v prvi sezoni, skoraj da je edin zdaj pač ta B.D. Russell, ne, ki je prišla zraven, ki je odkrila ta trupla. Ne, tle je zdaj spet tako podobno, tle pa bodo mogoče zdaj usporednica z aktualnim, z drugo sezono, ne, pravega detektiva, kjer tudi se pravi, nekdo iz enega oddelka odkrije nekaj in potem ga priklopijo v drugem oddelku. In tukaj mislim, da so šli zelo to, tudi je šel Pizzolato tle v drugi sezoni pravega detektiva, da pokaže malo, tudi on sam hoče delati te neke usporednice z The Wire, ne, ki pridejo v nek razčefukan plac, pa in potem tam postavijo svoj center in tako imaš tam tudi enega starega detektiva, ki res se mu nada pa grunta sam, kako bi ven spizdil in mislim, da se kar tako naslanja zdaj le v tem pravem detektivu na nekak ta način sestavljanja tega nekega nezero policijske skupine iz raznih oddelkov, ki tam niti ni toliko po svoji volji. Ja, to sem tudi jaz takoj opazil, zato ker je ta pač BD je dejansko tako, kaj uniforma, ona je v bistvu customs, ne, ona je carinik, ne, ali pač carinski policaj. Ne, on je tam... Ona je Port Authority. No, Port Authority, Ja. ja, sej, to je v bistvu, mislim, ni, ne, to je nekaj med policajem pa carinikom, no, nekaj tako vmes je, no. Ampak ja, to je res, to sem tudi jaz opazil, pač kar se podobnosti z detektivom tiče, ne. Ampak je pa res, da zdaj v tej sezoni ne, imamo to ekipo policistov, so že tako, veš, kako si imel The Dirty Dozen, veš, film, pa si imel pa The Dirty Dozen 2 ali karkoli, pa so se saj že malo poznali. Tako malo je tega vajba, da so že malo familija. Ne, ja, ne, se tle je pač to, da zdaj imaš že razdelane karakterje, ki so pravzaprav ne, ki nadgrajujejo te odnose iz prejšnje sezone, ne, kjer lahko sploh te dva, ki delata izpit za častnika, da bosta lahko pa. A ste jih to že v prvi sezoni delala? Zdaj si me pa dobil. Mislim, da ste, ne, da ga tle delata te. A to črno-beli par. Ja, kvaj hač, kvaj že. Ja, Ki polmu na koncu rata, ne, črncu, ne. tako. Ja, Ko ona dva sta itak cel cajt, sta tako intertwined, ne. Ja, skozi sta vzadi. Pa ona imata tudi neki latentno homoerotične. Ti to posod vidiš, ta star. Ne, pa poglej tega, prav pogledaj bom šel, kako je temu Belsu v tem paru pač liko, kako mu je ime, ampak on ima skozi neke koga bi, veš, in skozi ga sprašuje črnca, kva ti misliš, a jaz tega tipa bi lahko položil. A se ne spomnite tega? Meni je bilo tako, veš pa tudi ta razbacan dečko, tako resno, Ja. veš, bikovski vrat, ne. Tako, tako ful zanimiv lik, no. Ki pač ne bomo povedali, kaj se naprej dogaja z njim v sezonah. Ja. Hvala. Že spet pižama, čist nervozen zdaj že rato. Jaz bom meni zdaj kar tle slušalke, bom dal, da pa tako na random malo govoril, pa soš pa ti matro, ko boš moral to noter ukomponirati. Na eni točki bo sem tako rabarbara. Tako da je ni tak, ja, Paul McNulty ne zapreže svoje šarmerske sposobnosti, ne, da bi tole malo bidi, že takoj ne, se mehan do tega, kar se potem zgodi, če ne vemo. Ok, ampak zdaj, ko smo pri McNultyju, ne, a je kle una scena, ko se večkrat zaleti z avtom? A je to ta sezona? Mislim, da ja. To je ta sezona, no. Mislim, da je, ja. Ko se ga res napije, pa se zaleti, pa gre pa pogleda avto, pa gre nazaj z avtom, pa se še enkrat zaleti. Ti si je tako eno od teh... Ti si mi ni bilo jasno, je hotel zanalaš to delati, se je hotel fentati, ali kva? Ne, jaz mislim, da nisi se hotel fentati, jaz sem to tako razumel kot ni bilo dost, nema še enkrat. Jaz mislim, da je sam to fora, no. Veš, kaj mi je tudi, ker smo že pri McNultyju, zanimivo, ne? Ali ne, če ni bil to celo čista prvi del sezone, ki je ipak vzel denar kot rečni policist. A veš, ki je ena scena, ki je pač nek party na enem botu, ki jim, ne vem, crkne generator ali zmanjka goriva ali kva. In pol pokličejo SOS, ne, na kar jim unedva pač McNulty in njegov starejši partner na
jahtici prideta, na kar vzameta šuške, zato da jih še malo vlečeta, da se parti lepo konča in da pridejo do pristanišča. Tam je bilo tudi tako poignant, veš, da tudi veliki načelni McNulty, ki vsakemu pove, kar mu gre, če tudi za ceno selitve v drugo enoto, pač je pol to odkole. Ja, ampak se ti pravim, pri njemu je zmeren ta, da on v bistvu gives a fuck when it's not his time to give a fuck. Mislim, da to je velika načelnost, je to njegov. Ja, mogoče, ja. Veš, forte, načelnost je pri njemu bolj tako, kar zvemo pol v kasnejših sezonah, ko si, ni važno. Glavnem, Barbara. Mi grede, a on v tej sezoni kupuje Ikejino pohištvo za mularije. Ja, klej, ja. To je tudi, ki ga sestavlja. Ja, ki se mater, kako da moraš sestaviti tega? Ne, mene predvsem cool, da govorimo o The Wireu, pa smo že dvakrat Ikejo omenili. Product placement stari. Zdaj, ko prihajajo v Ljubljano. Ja, kdaj? Preko podcastov, slow burn, veš, build up. Okay, zdaj, če smo, kako pa potem se tako ta subplot, Barksdale in podobno, se kle res vleče, tako, v bistvu čez celo sezono nekaj vidiš, neke, kako bi rekel, utrinke, ampak nič pa za res, ti v bistvu bolj spremljaš, kot smo prej rekli, Zigija pa Nikija, ki na eni točki avtomobile kradeta, na eni točki drogo prodajata. Avtomobile zgubljata, pa... Pač počneta 17,000 stvari naenkrat, kako bi zaslužila. Ampak klejmo recimo, to sem še naprej, gremo pol na bar, sem saj v neutrinke Barksdale. Simon ima en pač full dober quote njegov, je rekel pač tako in za drug dealerje, in pol, mislim, da je celo govoril v kontekstu Nikija pa Zigija, je tako, da kao ti živiš v nekem mestu in ta največja firma v mestu, so pač drug dealerji. Tam dobiš šiht, kako ne boš šel kaj delati, Veš, ker je bila ta ameriška scena, če si živel v Detroitu, v 50 do 80, si šel delati, točno to, si delal avte, ker kje si šel, kje si šel, zato si bil tam, tako si živel. Kle v teh zadevah, in kle to preke Pengovski rekel, se mi zdi, da še najbolj pokaže, da ta mlada generacija, zdaj, če smo že spet lahko malo aktualni, niti nima neke izobrazbe, potem pa pač grejo delati tisto, kar pač se tam dela. In namesto, da bi se tam pač dejansko delali na pristanišču, se pač proba krasti in delati, več ali manj. Ja, s tem, da je pa spet vprašanje, zdaj to je ta potem vidna ta razlika med Nikom pa med Zigijem, kako je pač, da nekateri neki proba, nekako te še normalne stvari, ampak stvari, za katere ve, da bi lahko nekako se zmuznil skos, ne odkrit. Da bi morate že med tem, pa Zigi je pa ta, ker res gleda samo hiter denar, kako bi čim prej, čim več nabasal, da sploh ne razmišlja, pa ne koraka, pa četrt koraka naprej ne razmišlja. Zigi, on samo vidno hoče biti, glih to, gleda te dilerčke tam, s kakšnimi avti se vozijo, kaj vse imajo, in jaz bi bil rad to, in nekako postane, okay, tudi to je moja pot k bogatstvu, ampak vidi samo to, njemu je ta denar čim prej edini cilj, in potem dela te traparije kot to, da prodaja v avtomobile, pa se gre mečkan še sam voziti okol, pa z avtomobili, in tam je pravzaprav kar čudež, da ga nihče. Ja, ne šicne že vmes. Ja, da je preživel. Da preživi, pa te pol, kar s to drogo, kako bo on in kako je zgubila in vse. Pa s fotoaparati ga je neki srov, Ja, to so hudi, čist novi, ne rabiš filma. Ja, tako, vsake dok sajta te The Wire spomne, da je to iz leta 2001. Šel iz leta 2001. Vsake dok sajta so res taki boleči spominki, kot so te brutalne. Mislim, digital fotoaparat je, pa je res tako, ta prvi cybershot od Sonyja, ki je fotoaparat 17krat večji, ki leča. Ne, ampak je to dosti dober point, ker Zigi je tako vse, kar lahko praktično narobe narediš. Ja, pri Zigiju točno veš, da je sam šel v to. A veš, pri Fotru, pri Franku se mu pač stvari okoli obrnajo. A veš, proba delati pač dobro s slabim, ampak
zmeri potem nekako nasrka, ampak pri Franku si nekako še upaš, da bi mu uspelo vsaj kaj, ne? Potem pa do tega, ne, da... Veš, sam ne... A se ti zdi, jaz se pa tukaj ne strinjam, ker meni se zdi pa v bistvu Frank dosti bolj negativca, kot on samega sebe predstavlja. Ne? Ja, ok, to se je kar fair pogovarjati. Jaz mogoče ne bi glih tako to rekel, ne? Ampak bi rekel, da Frank je on toliko zabrede, razumeš, da ne vidi več ven. A veš, on recimo sam pri sebi, ok, misli, da res dobro dela, ampak hočem reči, da on v bistvu, tudi če bi mu en res probo razložiti, ne. To je za njega, tako se stvari dogajajo. Pač, kot sem prej rekel, veš, on je toliko stisnen. Ja, to so ti vzorci, ki jih pozna. Ne, in tako, ja, in se mi zdi, da po njih dela. Ja. No, ampak ne, to mene ful zanima, ker mislim, da to je ta glavna poanta celega Dwyerja. Veš, ker že govorimo o likih, ki težko rečeš, a ti je dober, a ti je slab. Ne? Mene je glih to fajn, ker jaz jih tako razumem, saj, da oni pač tam so in so ujeti v tisto, kar so ujeti. Jaz mislim, da Sobotka je pa pač toliko ujet, kot sem prej rekel, z 7 različnih strani, ne? Da mu je, jaz mu v bistvu ne morem zameriti, da to dela, kar dela, ne? Verjamem pa, da on misli, da ne dela dejansko nič prav, ne? Da dejansko cilj upravičuje sredstva, tako napolno. Jaz sem pa njega vedno dojemal kot, on se mi zdi, da ima samega sebe za, kot se temu reče, poštenega delavca. Ker on v resnici tudi, ko je vzel, ni vzel zase, ne? Ampak za sindikat, družino, pristanišče, whatever. In to je ta nek lepodušni moment. Ne? Saj jaz nisem imel nič od tega v resnici. Razen seveda, ko pride več zgodba na politiko, ko pa je treba imeti mestnega svetnika v žepu, pa lobirati, ne? In pol je Sobotka ves zgrožen, ko pač mestni svetnik ugotovi, da je pač Sobotka postal damaged goods in hoče se odstraniti, ne? In pol je ves zgrožen, da pa se pa zdaj odprav. Pol računa, kar naenkrat računa na lojalnost vseh ljudi okoli sebe, ko gre njemu slabo. Ne? Ta del se mi zdi, kle on pride ven kot dost ne... Pri meni je to tudi, ko gledam, zdaj lahko naga, veš, z nekak te distance, ne, celotne njegove zgodbe, ki smo jo videli od začetka do konca, kar on vse na koncu manik, ta delno katarzičen moment, ko se odloči, da bo šel, ne, da bo pa naredil prav stvar in bo šel na policijo, ne, in da bo pričal, kar je pa pol seveda, ko končno naredi eno pravo stvar, je pa to tista, ki ga pa dokončno potem pokonča. Ne, to je res. To je, veš, on je vsaj to, ne, on nekako, veš, sprevit pol to, ne, da bi mogoče lahko pa tudi, čeprav sej je pa spet vprašanje, ne, tudi če bi on prišel potem do policije in dal te izjave, koliko bi pravzaprav ne lahko naredili, kaj ne v tej, kar smo videli že tudi v prvi sezoni, pravzaprav kako nekako vse poteka kot ena taka lepa naoljena mašina in teh odločevalcev, ne, ki so gor na teh položajih in ne moreš mimo njih. Ne. Boh ne da je to zmotati, ne. Ampak ne, hotel sem reči to, veš, in mogoče pa z tega vidika, ne, da Sobotka, ki je očitno personificirano neskladje med nekimi moralnimi, dosti visokimi moralnimi vrednotami, ne, nekega meni se zdi konzervativnega, delavskega človeka, in pa stvarmi, ki jih dejansko dela, ne, in potem pač opravičuje to. To je zunaj njega, veš, to so stvari, ki jih on mora narediti, hkrati pa hoče ohraniti svojo čistost. Ne? In potem se mi zdi, da je lik Zigija, njegov sin, seveda ne more biti drugačen, kot je. Ne samo zato, ker je pač, mislim, da bi lahko tudi čisto tako, rekel, zelo sociološko enostavno črto naredil, da pač je očetov vpliv in odsotnost matere, ne? Oziroma dvojnost očetovih signalov in odsotnost matere, pač naredila Zigija tazga, kot je, in da on na nek način tudi Zigi ni kriv, da je tak, kot je. Ne? Ja, on definitivno je produkt okolja in razmer, v katerih živi. Sam je pa spet to, a veš, kaj pa vidiš, da nekatere pa imaš ljudi, ki pa se znajo prav odločati. Tako, ne, pa imaš veš, tako da pač razumeš, zakaj je tak, ampak ni pa to upravičilo za ta dejanje. Ja, ne, mislim, ja. Zdaj, hočem reči, če je kao Sobotka bil prisiljen v te stvari, potem Zigi tako rekoč ni imel izbire. Ne? Ja.
Ja, on je v bistvu že naslednja evolucija, ne? On je naslednji evolucijski korak. Tako. Veš, ker po drugi strani imaš pa Nikija, ki pač, kako obrneš, ima očeta in mamo, imaš ta tradicionalno družino postavljeno to noter, razumem, da mora biti že zaradi ciljne publike, ne? Pa tudi okolja, iz katerega lik izhaja. Ne? Oče, mama, a veš, še vedno živi pri starših. Slovenija. Ja, lej, a veš, ima pa neko osnovno družinsko ali pa kakršnokoli socialno celico, ne? Iz katere pa on črpa neke bom rekel, moralne koordinate. In se mogoče zaradi tega drugače obnaša. Ne? Pa tudi ta se mi zdi, mislim, da sta se pravi Frank Sobotka pa Nikijev fotor, če se prav spomnim, sta neki imela nekoč. Ja, imata nekaj. Ja, ona dva imata eno zgodbo, neke neporavnane račune imata. Ne? Mislim, da je bilo z nekim tem biznisom, sindikalnim. Ne? Nekaj je bilo. Ja, ampak je meni je noro, ker res gledaš celo sezono ljudi, ki skušajo poskrbeti za sočloveka, ne, na tak ali pa na drugačen način. Ne. In veš, ali zdaj gledaš Nikija, pa Zigija, ali pa Sobotko, pa na oba dva ta mala dva, ne, pa vse gre narobe. Ne. Tako imaš ta moment, moram pomagati, ne, in na drugi strani počnem stvari, ki jih v lifeu ne bi smel početi. Tako, res je. Ampak meni je resno ful zanimiv, ne, da se toliko pogovarjamo o tem, v bistvu malo sin-oče odnos, ne, pa te evoluciji tega. Mi se zdi, da mi pač kot trije beli modeli iz Slovenije, kako se to grozno sliši, se ful laži identificiraš pač valjda s temi Poljaki, to je ena stvar. Ne. Druga stvar je pa tudi sindikalni boji, pa kako industrija umira. Ne. Se mi zdi, da je nam res ful bližji, ne, ker na srečo nam ni treba gledati pač centra Baltimorja, ne, v Sloveniji, načeloma. Veš, pa se to se po svoje tako grozno sliši, sej, ne vem, veš, to so sam druga pakunga, pa iste groze, ne, ampak vse je, pač ful mi je zanimivo, no, da smo se toliko na to obesili. Ne. Ampak lej, sej, The Wire, ne. Ne, ampak tako, no, ne vem, se mi zdi, da tam, ko se pogovarjamo o prvi sezoni, tudi ko sem se s Pižancem ali pa za naslednje, ne, mogoče z izjemo pete, ne, je tako, zmerno tako gledaš z neko distanco v Ameriki, v Ameriki, ne. Kle, ko imaš pa te Poljake, se mi zdi, pa mi hitro smo začeli iskati paralele s sedanjostjo, pa smo še Grke lahko odprli, da ful lažji zraven pridemo, no. Kar je po mojem čisto razumljiv, no, ampak je meni ful fascinanten. Ne, kle se čisto strinjam s tabo, ne, pač, kot sem prej rekel, pač lažje koreliraš, ne, z tistem. Tole. Ampak, ko si pa že pač omenil Barksdale in ta majhen subplot, ne, imam pa I have a confession to make. Povej. Jaz sem pa še 2 sezoni, eno pa še celo 3. sezono sem upal, da D'Angelo v bistvu ni umrl. Zakaj? Okay. Meni je bil ta tun, kako so ga fetali, mislim, čudno mi je bilo. Ne? Se pravi, si upal, da bo D'Angelo Jon Snow ne Stannis? Another confession. Nisem gledal Game of Thrones. Jaz ga dol vrga Pižance, prav, to je to. Dej, prav, važi, lepo te je bilo poznati. To je to. Dej, poklič Saviča. Ne, čak samo, ti si dejansko čakal si, da bo nazaj prišel. Lej, a veš, pač jasno je, da je D'Angelo skoraj odkucal Barksdale. Ja, to je res. In jaz sem pol nekako skozi upal, da je bil pa en kakšen full hud twist in jasno je tudi, da ga je Stringer hotel fendati. Ja. In potem sem jaz ko se je to dejansko zgodilo, sem potem upal, da bo to nek full hud twist, da je bilo to kakšen inside job, da so kao fejkali umor, zato da je on kao zdaj mrtev za Barksdale, ampak pa se bo, ne vem, v sredi 3. sezone pa pojavil kot koronska priča tožilstva, ne vem, a veš, nekaj. A ja, tako, da bi povezal, se bi bila huda sam je bil umor tako preveč prikazan, ki ga veš. Ja, sej ti si bila res, ti si bila tako, če tako pomisliš, je res to hladnokrven umor, ne, ki celega posname, pa kako ga pol naštima, da se je v bistvu obesil za kljuko, medtem ko se je samo zdaj, kar je še zdaj ne razumem, zakaj eni ljudje delajo, da to dejansko folk počne. Ampak ja, tako da... A nagledaš Na robu? Kaj? Na robu, zdaj ta od HBO, ta Tim Robbins. Ne, nisem še, bom gledal, ja. In je, v glavnem, in je tudi Tim Robbins igra zunanjega ministra ameriškega in on ima te spolne fantazije, se začne tako pač, da ga njegove ljubimke ubijajo. Aha, okej. In se začne tudi s tem, ne, se pravi, sam, da ni
asifikacija, ampak je pač simulirana od druge osebe. Ampak se splača pogled. No, mislim, ni zdaj na nivoju, tako da bi rekel, ne teh hudih političnih satir, ampak ima par finih momentov, pa ta model iz The Daily Show je noter, ki je čist hud. Asif Manvi je tam, ali? Ja. Mislim, je za pogled, ima par takih luštnih, pa geopolitično aktualno. Ja, tako kot The Wire, očitno. Ja, The Wire, ja, čist. Ne, ja, pa tle moramo tudi pogledati, da fucking Eddie Angelo je res imel dobro ikebano. Ja. Okay. By the way, no, pa prednjo, verjetno boš počasi zdaj zaključoval. Ena stvar mi je pa je tudi zanimiva, sploh zdaj in retrospekt gledam to, da pač The Wire gledam 2015. Ja. Stvar se je pa pač začela 2001, ne? Navdušenost nad surveillance tehnologijami. V kakšnem smislu? Ja, te policajem dogaja, ne? Ja, veš, bolj kot serija napreduje, bolj se te stvari ratujejo kompleksne, ne, in bolj vsem pač v tej major crimes unit, ne, prehaja nad tem, kaj lahko delajo. Ne. Sem tretja se kdo mečken vpraša, ne, ampak v resnici je vsem to blazno kul. In to je en tak post 9/11 Amerika, kjer so bili vsi, kjer je pač prevladala ta teza, da moraš predati nekaj svobode za to, da bi dobil nekaj več varnosti. Okay, ampak lahko je samo eno stvar, to je ful dobra poanta, ampak kle obstaja še nadaljevanje, sploh z Davidom Simonom zgodbe, no? Ker se je začela cela ta scena glede NSA, ker so Američani videli, koliko NSA dejansko prestreza podatkov in prisluškuje in blablabla. Se je v bistvu Simon oglasil, ne? Na netu, on ima en sajt, ki se mu reče Audacity of Despair. Je pač kontra, kaj je slogan od Obame, ki je imel The Audacity of Hope. In meni, sicer dosti grozen sajt, tako sicer je mobile, ampak včasih, ker stvari izginejo, ni važen. In je v bistvu pisal točno o tem, da on, ker ga je pa v bistvu kontra človek, je pa bil, v bistvu je tako bilo, no, da začnem kronološko. Zgodila se je ta NSA, te Wikileaks, vse to, ne. Pa je pa v bistvu Simon napisal en tak zapis, ki je v bistvu ni bil proti, zdaj to bom to parafraziral, ampak meni bo tisto res fascinanten, se moram še enkrat prebrati, bom dal linke, no, v show notes, ampak zapiske. Ni bil to, da NSA to ne sme delati, ne, ampak je bila nekako njegova teza, pa res, ki ful poslušuje to, da to se je vedno dogajalo. Ta prisluškovanja, prestrezanje podatkov, to je pač oblast v Ameriki vedno delala, samo da je to do zdaj, ne, do te moderne dobe, vedno delala marginalnim skupinam. Ne. To se je vedno dogajalo v Baltimorju, a veš, pa črncem, pa Meksikancem. Ne. V bistvu tega nekega srednjega sloja v Ameriki se to nikoli ni dotaknil. Ne. Njegova poanta je bila, on je bil sicer tako, ful proti temu FISA kortu, da more pač do transparenca pa vse to, ne, ampak je rekel, da ni pa tako prepričan, da je lahko zdaj pa kar naenkrat ogorčen to, kar so vsi na netu bili, ne, glede na to, da vsem nam, ne, prisluškuje. Je rekel, da se pač to zmerom dogajalo in da on ne vidi, kaj je razlika med točno to, kar se je v The Wireu dogajalo, ne, ko so dobili court order za prisluškovanje, ne, in tem, kar zdaj NSA dela. Sem to, no. Kontraargumente mu je pa metel en človek, ki je pa hočem reči, da je Poljak. Presežem. En model, ki je naredil pa pinboard.in, to je pa en super sajt, jaz ga tudi uporabljam, ki je narejen za v bistvu arhiviranje oziroma shranjevanje organizacijo bookmarkov na netu. No. En Macej, nek priimek, ki ga ne znam izgovoriti. No. On je pa v bistvu v kontrasmer pisal, pa je nekako to malo našo vzhodnoevropsko stazi, socialistični sistemi, mentaliteto hotel pač Američanom pokazati, pa da mogoče Simon nima čist prav. Ne. Ampak je res ful fascinantna debata. Tako da to Pengovski imaš ful prav, da je, mislim, to Simon je že, mislim, da že takrat, ne da je karkoli predvidel, ne, ampak da se je s tem obadal v smislu, ne, da prisluškuje. Mi je sam, veš, daleč od tega, da bi zdaj rekel, da ne bi smel tega, ampak veš, če daš ti pač, bom rekel, odkrivanje, ker meni je tudi to všeč, kako oni sprot odkrivajo, kaj lahko sploh naredijo s tem. Skozi vsako sezono imajo več gadgetov, več znanja, a veš, kriminalci so vedno en korak pred njimi, ampak oni se ful se matrajo in pol pač ne bomo povedali, kakšne vse gadgete imajo par sezon naprej. Ampak
Hočem reči, tam veš, kaj daš stvar pa v kontekst, da je to immediately post-9/11 Amerika, ne? Ja. Pa mi rata še toliko bolj fascinantna. A veš, kaj pol ne moreš reči, ker dejansko ne morem reči, mislim, mater ste svinje, ne? Ker ste tako, kaj jaz tudi ne morem reči, glej, ker policija, ker prisluškuje, pa ne vem kaj, ne? Se ta 9/11 je že noč v prvi sezoni, ne, ko oni hočejo pomoč od teh federalcev, ne, pa jim oni povajo, le, sam če terorizem, lahko te drogice, kar majte. Terorizem, ja. S tem se mi nimamo zdaj več cajta ukvarjati. Sej to, no, tako da, ampak evo, ja, tako, the two confessions I had to make about season 2. Ne, ampak to, dobro si to rekel, no. V bistvu ta pogovor sem vedno hotel imeti, no. Wow. Pač od Wire, ne, ker je, pač dejansko je, meni je v bistvu to, kar je Pižam so zdaj omenil, ki so v prvi sezoni omenili, ker jim nočejo pomagati, razen če so teroristi, je še ena taka, a veš, kako neke zadeve, ki so bile, tako kot je Patriot Act, ne, ki je bila v bistvu kao dobro namerna, takrat, ki je bila sprejeta, ne, na kolikih nivojih se take stvari izjalovijo. Ne gre samo za NSA, gre tudi za to, da potem v bistvu, veš, zvezne oblasti nočejo pomagati, če nisi glih Bin Laden, ne, in te hočejo loviti, ne, več ali manj, veš, da na 4 nivojih to narobe. Ja, in pa kar naenkrat neke nižje organizacije represivnega aparata, ki pa nimajo ne ljudi, ne treninga, ne opreme, ne, se morajo pa z vsem ostalim šitom ukvarjati. Tako, ja, in je potem prešer še večji in potem knal ti pije. Ja, ej, Kao. koliko pa ta človek pije, jebo mater, to je pa žal. Največ pije. To je pa žal, ne. Ja, ampak jaz ne vem, meni je to tako ta sploh alkohol, ne, kako je prikazan. Ja, mislim, da mu manjka še 2 leta do Prešernove nagrade. No. To, da pije Jamesona, to mu pa zameri. Zakaj? Kaj ne bi pa pil? Ne vem, tala mora, Bush mislim malo above his pay grade, to je res. No, ja, mogoče imaš prav. Veš, Jamie je tak lepo, veš, lepo pokaže on delavc, tam ima irsko poreklo in vse in to je to, veš, s tem, da tudi mogoče, če bi kjerkoli drug iz irske viski, da bi ljudje gledali, kaj je to? Ja, to je res. No, ne, veš, pa še nekaj, ne, to, da tale njegov kolega, partner, bivši. Tam močni, ne, ja. Bank. Ja, bank, ne. Da on pije potem tam irske viske, ne, in da imajo v bistvu temnopolti člani družbe v Baltimoru zelo velik tega irskega izročila so prevzeli. Ne. No, ampak policaji, ne. Ja, policaji, ampak to mi je neskončno fascinantno. To mi tako, vsakeč, ko se pol tudi v kakšnih sezonah, ki so vigilije, ne, ali pa kaj tazga. Jaz ti izgledam, tam sem pa vedno fasciniran. Ja, ampak to so, meni je v bistvu to kul, zaradi tega, ker pokažejo ta policaje kot dejansko nek brotherhood. Ne? Da to tam, ko vsakič, ki eno umre, ki se zgodi una žurka, ki leži na... Ja, to mi je... Na biljardni mizi, ne? To so te folklora scene. Ne? Je pa res, da s tem alkotom, to ne vem, je serija, ki je te, kako se je, funkcionalni alkoholiki, kako se temu reče. Mislim, da jih najlepše prikaže. Gledamo lahko en fun fact, čist noter, tako kot podrobnosti, zanimive. Vigilija, lepa slovenska beseda za to je bilje. Ja, a tako se reče. Verski obred z molitvami za pokoj umrlega. Bilje. Ok, viš, to je pa tako, če karkoli delaš s pižamo. Pol to zvem. Bilje je tudi en kraj na Gorenskem. Ja, vidim, ja, nekaj je tudi. Zihari? Ne, zbilje. Ne, zbilje vem, ampak okay. No, nima veze. Ja. Ne, nekaj je zemljepisno, vidim, ja, tudi bilje. The more you know. Kako je? The more you know. Ok, in jednač se pa prvnih imamo pa kva Barkzdalih je pa to zdaj, kako... Tle pa spet to, ne, zdaj pa kako pa naš prijatelj Rej, ne, kako hodi pa na ekonomski tečaj. Ja, tam je čisto huda. Ne, to je super, kako ne pač, ker čisto pokaže tudi to biznis, ne, se pravi, oni tega niti ne jemljajo, ne, kot nek kriminal, ampak fakt je, to je za njih legit biznis, s katerim se ukvarjajo za to, da preživijo. Zdaj, če morajo zaradi tega... On tega ne jemlje tako. Ja, mislim, on ima res tisto, pač jaz sem zdaj to delal tako kot... veli, ne, ekonomska znanost in sem res rekel znanost, kot ekonomska stavko, fuck it. In kako začin, prav kako išče, ne, zdaj te finte, ko, fuck, zdaj spremeni ime, ne, če ne gre brand skozi, ne, da reč, da je nekaj novega. Ja, predvsem je fascinantno, ne, ker je pač kako se to ta hitro preslikati, ne.
A veš, vse kapitalistične prijeme, da kako se jih da, pač, da prodajanje droge ni sam posledica, razumeš, take družbe, ne? Ampak je pač logična posledica te družbe. Veš, ni tako, da se droge prodajajo na drugačen način. Veš, da so antisistem, ne? So pač posledica sistema. Ne? Veš, kar je meni ful dober. Se pravi, v komunizmu so droge za vse, za sto. Ja, več ali manj, tam krtalajo. Vera je opij za množice, ne za zabavanje. No, ampak klej pač ta setup je v bistvu res tako narejen, da v bistvu nas pripelje pol do 3. sezone, ne? Kjer že spet nastavijo lov nazaj na Stringa in Barksdale. Tam je pa una scena, ki dobijo vsi zastopljeno koko, razen tista je močna totalno. Tam sem jaz malo what the fuck. Ja, ampak kadarkoli kaže pa userje, ne, je pa Wire mogoče najbolj neizprosen. Je pa res, da veš, če si tako, kot smo prej rekli, mi trije, ki nismo bili nikoli junksi. Če nimaš nobenega resnega stika s tem, je to po mojem še toliko bolj pretresljiv videti. Pa s tem, da je najbolj takih likov, ki so ti všeč, je pa najhujši junki. Ja, Bubbles je res tak dobrodušen tipček, ki ne more ti ne biti všeč. Sploh, ki se spravi kakšne žlebe krasta, kakšne cevi. Njega mi je tudi, on je en tak Frank Sobotka, ki se vleče skozi celo serijo, ne? Sam pač na še ene 3 družbene kline nižje. Ampak tudi že spet zelo pritiskajo sistem naga za 17. Tako je. Plus privatno življenje. In tle mogoče tudi pri teh se potem še fino navezati glih na to, kako pa zdaj Stringer, kako on gre pod, oziroma mimo Avona v določenih zadevah, ki se s Proposition Joeom poveže. No, se to, ker ne smemo govoriti v naslednjih sezonah. Ampak to je meni, recimo, pri Simonu super, ker on non-stop polaga neke temelje za neke nastavke. In pa je rekel, da ko smo naslednjo sezono pisali, smo pa rekli, ok, zdaj pa na telih temeljih bomo gradili, to pa ni bilo tako dobro, bomo pa namer pustili. Tako, in to imaš z Dwyer, imaš non-stop neke te zadeve, ki bi lahko bile čist konkretni saploti, pa kakšne zamrejo, kakšne pa pač dejansko se pol postavijo naprej. In iz tega pa vam pride pravzaprav en redkih trenutkov nekega častnega odnosa med bratom Muzonom in pa med Omarjem. Kaj je pa pravzaprav ta vid, kako se pravzaprav na eni točki vsak pripravljen drugega biti, ampak potem, ko pa se nekako ta resnica razkrije, kako je pa je ta una, there's honor among thieves, ta rečenica, ampak ona dva sta hiperlika, Omar pa Muzon sta, ona dva sta nadrealistična. Točno to, ona dva sta ta Texas sredi vsega tega, ampak je tako mi je, kot je Omar v slus, smo najdel zelo dobro kontrautešne. Ful, tako kot Unbreakable, pa že Bruce Willis, pa Samuel L. Jackson. Pa Samuel L. Jackson, točno to. Tako ista krivulja, sam druga stran. Vse, kar je, ampak krivulja je pa ista. Tako da čisto. To vse nad Omarjem je težko, pač ne biti nadušen, ampak moram reči, da če bi Muzona še malo več kazali, bi lahko bil isto močen lik, iskreno. Če bi šel njemu kaj izvedel. Preden zaključimo, da imamo vsak enega teh malih likov, ki se vam je usedel, spomin pa zakaj. Teh teminijev. Jaz sem enega, ki mi je Horseface. To je ta drugi pri Sobotki, v sindikatu. Ki je tak company man. Sobotka reče, on naredi. To mi je bilo všeč, mislim tako, ker je v bistvu v enem liku so v bistvu pokazali to, v bistvu on reprezentira cel sindikat praktično. Te, ki so na Frankovi strani, seveda. Ampak njega sem si ful zapomnil, Horseface sem si res ful zapomnil. Tudi zaradi tega, ker pač Horseface, come on, najboljši nik ne mever, pa res je kar tudi. Ampak tako je želeno, tako da jaz imam Horseface. Evo, Aljaš. Ne vem, kako mu je ime zdaj besno googlam, ampak ne bo šlo. Henchman, ta glavni henchman od Grika. Ta Stefanofolos, Spiros.
Spiros Svondopoulos. Ja. Ja. To mi je tam je pa tako, veš, ne vem, the epitome of sleaze. Ja. Ja. Veš, tako, vedno ful previden, pa to pa pol na koncu že on mal cvika, pa tako, ampak načeloma je pa en tak, ta prav mafiozo lieutenant, tako, res. Ja, pa cel cajt se zaveda, da on je zadnji ščit pred oblastmi pa Grikom. Ne. On bo sicer varen, dokler ne bo Grik dejansko v nevarnosti, potem pa on ve, da mora on iti. Tako. Ker Grik preživi. Pač to, a veš, tako, Grik je ki mora biti živ, ta mora biti pa živ, dokler res ne pridejo zadeve blizu, Tako. pa tudi ti greš. Okay, cool. Še dobro smo ga omenili, nekaj treba. Pa hrvaški potni list ima. Točno, vidiš, da to. Točno to, ja. V bistvu je Dwyer on us, le Ja. Na koncu bomo do tega prišli. Zihaj, kje je Slovenija omenjena, veš. Povej, sorry. Ja, da, če sem pa rekel, da je čiz. Čiz sam zaradi tega, ker ti parja najboljšo želivko od vseh, ki je noder, in to je ta cottage cheese chest ass motherfucker. Ki je res tako parfuknjena in ni tako metodna s tem svojim glasom in je, ne vem, se zdi tako, až tudi tako mečken in dejansko je tipček čisto v redu odigral, ne. A veš, pač. Ne, jaz bi šel malo dlje, jaz mislim, da je odlično odigral. Ja. Jaz tam noter ne vidim Methodmana. Tako, a veš kaj, tako, kar je, se mi zdi, da Ja, je uspeh. nima zraven Redmana pa Ja. 5 jointov gobcev. To je mogoče res. In dejansko tako na kvori sem najdel, na kvori je folk spraševal, kaj pomeni to cottage cheese chest ass motherfucker. In mi je potem meni razložil, da je to, da pomeni to, da pač zgleda tako, da bi imel skuto pod kožo, se pravi, ne, da je celuliten, da ni nabilda. Oh, wow. In potem pač tipka tako vse ful razloži, pa however, such profanities are not really necessary to learn and I wouldn't encourage you to think overly about their use. They're the product of random thoughts and aggression. Kako klinično se temu reče. Ja. A smo na koncu, ne? Ja, povejte. Ja. Ja, mislim, da ne. God damn it, ta wire je meni fajn. Jaz bi se to, ja, okay. Tako je življenje. Zdaj pa, pižama še malo admina. Ja, še malo, ali se veste, ne, pejte na aparatus.si, aparatus, počrtaj si na Twitterju, aparatus.si na Facebooku, potem aparatus.si poživnice podpri za 4,8 ali 12 evrov, da malo podonirate, tako da, sploh ne bom pravo zakaj. Dajte si sami. Za led. Za les. A veš zakaj? Zato, da si bo Anže lahko kupil en hud digitalni fotoaparat. Sony, Tazga, ki ne rabiš filma. Sony Cybershot. To je to. To je to, pa moramo povedati, če to je zdaj že ta cross promotion, ne? Ja. Se pravi, to je to medmrežna promocija, da bomo avgusta uživo delali podrobnosti. Že spet. Virt zadeve, že spet na eni super lokaciji sredi Ljubljane. Ne bo v Kevdru, tako kalani. Da ne bo savna. Ja. Ne bo savna, razen če bo zelo vroče. Tako da ja, več sledi do konca. Julija enkrat in to je približno to. Tako da, Aljaž, kje se tebe najde na internetih? Na internetih. Pengovski.com, zaenkrat še delo.si, tako da, kle bomo. Ja, kolega z delo.si. Ja, živijo, tudi nam. A jaz sem res zavadil, piše to zadeve. Sam meni zdaj, te zadnje mi niso dal gor, tako da ne vem, zdaj jaz sem še kolega. Ne, mislim, not je bila, sam na netu jo ni, tako da ne vem. A lahko ne začenjamo bifov, prosim. Ne, še ni bifov. Ne, glej. Sam veš kaj pri meni, jaz nisem premiumiziran, kot mene bere. Jaz pa pol pošiljam, veš, kopije prijateljev. Okole, daj pokaž. In tako propade. Ja, to sploh ni tako smešno. Pižama, kje si ti na internetu? Anže, bi ti kaj lahko kakšne vaše članke poslal? Ne, kupte. Jebi se. A ja ne, čak pa še za podcast povej, kje se te posluša, to povej. Ja, podcast, to povej. A za mene sprašujete? Ja. Kje je podcast? Metin čaj, pa apropo človek. Ja, seveda. Ja, Metin čaj bo še vsaj enega bova še naredila z Natašo in bo
o Grčiji. Odlično. Apropo bo pa laufal cel poletje, cel junij, pa avgusta, vsaj še ena dva, pa spet na polno naprej, ker staremo te kulture po tej državi to glava peče. Ja, kultura je kot češ. Ej, Samo ministrstvo imamo, ta starče, ne veš. Ministrstvo imamo. Ministr za kulturo je kar v redu. Vprašanje je, kdo ga vodi. Ampak Pižanski se da najde na nebu. Mene na afna pizama ali pa pizama.net, to je to, ali pa pizhama na Facebooku, ne, kako je že to? Facebook. Facebook, super. Pa Šnofjeva druščina, dajte kupe, če še niste, to sem reklamo naredil. ful je dober. Ja. Hvala. Če sem na Twitterju afnan.zet, sem pa rekel 3-4 zdaj in vsi trije rečemo ameriško seno, ker sem pač jaz to rekel, naj se ne pozabi. Tako da 3-4 zdaj. Ameriško seno je ameriško seno. Lepa. Bravo. Okay. Ajde. Čau.